Dr. Igor Emri se je rodil 22. maja leta 1952 v Murski Soboti. Je doktor tehničnih znanosti, predstojnik katedre in redni profesor za mehaniko ter od leta 2008 predsednik upravnega odbora Inštituta za sonaravne inovativne tehnologije. Raziskovalna aktivnost Igorja Emrija zajema vpliv temperature, tlaka in vlage na mehanske lastnosti polimerov in kompozitov, študij večdimenzijskih interakcij med tehnomehanskimi robnimi pogoji in procesi formiranja strukture materiala v fazi solidifikacije ter karakterizacijo mehanskega vedenja polimerov in kompozitnih konstrukcij. Igor Emri je član več uredniških odborov mednarodnih revij in od leta 1987 glavni in odgovorni urednik mednarodne revije Mechanics of Time-Dependent Materials, ki jo izdaja založniška hiša Springer Verlag. Je član večjih akademij, New York Academy of Sciences, Ruske inženirske akademije, Inženirske akademije Slovenije, Ameriške akademije za mehaniko AAM, Ruske akademije naravoslovnih znanosti RANS, Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU, Evropske akademije znanosti in umetnosti EASA, Fellow Ameriškega združenja The Society of Experimental Mechanics in Evropske akademije znanosti EAS. Pomurski akademik dr. Igor Emri je eden od ustanovnih članov Pomurske akademije. In ne samo član Pomurske akademije, tudi redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. In fej smo veseli, ka obema akademijama davle enako pozornost. Tudi k vseh konferenc in drugih aktivnosti Pomurske akademije se rad udeleži, pride in ne samo, ka pride, je za svojimi izvirnimi novimi znanji sigdar tudi kvejs aktualen po eni strani, po drugi strani pa smo radi, ka je že dosti projektov v Pomurje pripeljal dosti znanja v Pomurje in kak takši je seveda resno eden izmed tistih vzornih članov naše akademije, ker je neposredno udejanje naše poslanstvo, to je pripeljati dodatno znanje, zmanjšati beg možganov iz Pomurja in seveda zagotoviti tudi to znanje v pomurskem gospodarstvu. Tehnologija brizganja kovinskih in keramičnih nanodelcev je nova tehnologija, ki omogoča zelo natančno izdelovanje kovinskih in keramičnih izdelkov kompleksnih geometrij. Kvaliteta površine izdelkov je primerljiva tisti, ki jo dosežemo s klasičnim tehnološkim postopkom poliranja. Statične in dinamične mehanske lastnosti končnega izdelka pa so do 50% boljše od tistih, ki jih izkazujejo izdelki izdelani iz polnega materiala. Slabost nove tehnologije so izjemno visoki procesni tlaki, ki lahko presegajo tudi 300 megapaskalov. Raziskave na tem področju so zato usmerjene v razvoj novih tipov polimernih matric, ki v talini izkazujejo manjšo viskoznost. V prispevku so predstavljeni rezultati razvoja nove generacije multimodalne polimerne matrice polioksimetilena, ki ima 10-krat manjšo viskoznost pri praktično nespremenjenih časovno odvisnih mehanskih lastnostih. Omenjene raziskave potekajo v sodelovanju s korporacijo BASF. Pomurski akademik dr. Igor Emri je v Slovenski akademiji eden od predstavnikov, ker je v inženirskem razredu. On je inženir in njegovo področje raziskovanja so med drugim tudi nanodelci. Nanodelci je ena izmed fejs novih področij, aktualnih področij. V akademskih krogih v znanstvenem področju mogoče malo že starejše, like v zadnjem času pa seveda v velikem vzponu v vsakdanjem življenju, v razvoju gospodarstva, novih tehnologij. In gnjez vas vabim, ko se skupaj pogledamo njegovo predavanje, kakšne so pa ene izmed najnovejših metod tehnologij brizganja nanodelcev. Ena izmed novih stvari, ker sem gvišen, jo bomo face hitro srečavali tudi v vsakdanjem življenju. NPIM tehnologija se stoji iz 4 tehnoloških faz: priprava polimerno-kovinskega oziroma polimerno-keramičnega nanokompozita, brizganja zelenih izdelkov, odstranjevanje polimerne matrice in sintranje. NPIM tehnologijo uporablja urarska industrija za izdelovanje v hiši in drugih sestavin delov dragih ur. Izdelki narejeni s to tehnologijo ne potrebujejo nobene naknadne obdelave.
NPIM tehnologije bodo postopoma nadomestile večino obstoječih klasičnih obdelovalnih tehnologij za kovine. Tema mojega predavanja bo precej drugačna. Nič v medicini, ampak čista tehnika. Je pa sama tehnologija, o kateri bom govoril, verjetno ali pa nedvomno zanimiva tudi za medicinsko področje. Gre za tako imenovano PIM tehnologijo, Powder Injection Molding, je angleška kratica, praškasta tehnologija brizganja. In sicer natančneje gre za nano PIM tehnologijo. Zdaj, zakaj, glejte, v resnici gre? Gre za kombinacijo polimerne tehnologije pa klasične tehnologije praškastega sintranja, ki je znan na eni strani tehnologijah keramike, na drugi strani pa tudi kovinskih tehnologij. Če torej združite kovinski del pa polimer, lahko uporabite polimerno tehnologijo in ta omogoča, da lahko, a imate kakšen pointer? Lahko izdelujete izdelke za izredno zahtevno geometrijo. No, BASF, ki je največji proizvajalec polimerov, se je odločil, da razvije nano-PIM tehnologijo. Ta tehnologija bi naj omogočala, da vi izdelate izdelke, katerih končna površina je v bistvu na nivoju polinane površine. Sama tehnologija je v bistvu že bila razvita in sicer za potrebe švicarske industrije za ure. In sicer izdelujejo za to tehnologijo ohišja ur, zlatih, platina in tako naprej. In vi v bistvu dobite z brizganjem že končno površino. Se pravi, čisto nič ni treba polirati. In to se zdaj uporablja že približno 3 leta. Seveda BASF, ki izdela milijone ton materijala, ne more razvijati tehnologije, ki bi bila zgolj za urarsko industrijo, ker to je hobi program. No in področje, ki je zanimivo za na eni strani strojno industrijo, je nova generacija motorjev, to je zdaj za moške mogoče bolj, ki se jim reče Diz-Otto motor. To je Mercedes razvil motor, ki dela po principu dizla, dela pa z bencinom. No in tak motor obstaja, je vgrajen v tistem, ki sem se jaz vozil, ko sem me vozil, no, je S-klas Mercedes, ki ima motor 1,8 litra, ima 300 konjev, pri 1,8 litrskem motorju pa porabi tam okrog 5 litrov. Problem je, da trenutno ta motor sam motor stane preko 20.000 evrov. Se pravi, ga ne morejo vgraditi praktično nikamor, ker je enostavno predrag. Zakaj je tako drag? Zato, ker oni vbrizgujejo v motor bencin pri tlakih, ki so večje od 3000, okrog 3000 barov. To je pa pritisk, pri katerem vi lahko kovino režete, če je normalen curek. Kar pomeni, da morajo narediti posebne šobe, ki vbrizgajo pri tem pritisku in obenem naredijo aerosol, se pravi, obenem razpršijo bencin v zelo majhne kapljice. No in te šobe trenutno izdelujejo z urarsko tehnologijo in zato je to tako drago. No in s to tehnologijo bi načelno lahko take šobe izdeloval, prototipi že tudi obstajajo. Problem pa je, da zaradi praha, zdaj pa sam prah ima ene zelo specifične lastnosti. Zdaj tisti, ki ste mogoče tle, jaz vse ne poznam, gradbeniki, dobro veste, da je eno izmed
pomembnih gradbenih vprašanj, če vi zvrtate tunel recimo v mivko. A mora tisti beton nositi vse do vrha ali nosi samo en del, se pravi, ali je tak hrib samonosen ali ni. No in se ve, če imate prah tok, da dejansko je samozaporen, se pravi, tisti beton v tunelu nosi samo en del, ostalo je pa skozi trenje samozaporno. No in kot posledica tega, če iz praha, se pravi ta nanoprah brizgaš, so potrebni tlaki izjemno veliki, zopet tam 3-4 tisoč atmosfer, kar seveda omejuje uporabo te tehnologije za velikost izdelka. Se pravi, en tak nerešen problem. No in projekt, ki smo ga mi dobili za BASF, je, da poskušamo torej na eni strani na nek način zmanjšati te tlake procesne. No in zdaj to je možno narediti na dva načina. En način je, da sam polimerni del, polimerno matrico, zmanjšate viskoznost pri nespremenjenih mehanskih lastnostih, kar seveda ni enostavna naloga. Na drugi strani je pa treba izboljšati samo pretočnost, če želite, praška kot takega. No to je pa en zelo star problem, še iz časa Keplerja. On je ugotovil, on je dobil nalogo takrat, da izračuna, kako je treba zložiti krogle na ladji za topove, da bi na najmanjši volumen spravil največ krogel. No in obstaja matematična rešitev, ki kaže, kar je zelo zanimivo, da če imate konstantni premer, je popolnoma vseeno, kako velika je krogla, je polnjenje zmeraj 74%, kar je mogoče na prvi pogled nelogično, ker če rečeš, če grem z delci proti nič, bi pol moralo iti gostota v neskončnost, ampak nažalost ta vrsta, če zapišeš, ni konvergentna, oziroma njih obratno, torej konvergira proti neki konstantni vrednosti. No, seveda hitro lahko pokažete, da če pa mešate delce, se pravi, da so eni določene dimenzije, potem pa med 2 ali 3 krogle, odvisno kako jih zložiš, lahko daš eno manjšo kroglo. In če seveda mešaš točno prave proporce, pa pravo število, potem lahko pokažeš, da je možno doseči tako mešanico praha, ki se začne vesti kot tekočina. Se pravi, da združuje lastnosti trdne snovi, pa obenem tekočine. Tako da to sta taka dva zelo zanimiva problema. No, jaz bom tule govoril samo o enem delu, in sicer tistem delu, ki se nanaša na polimer. Ta drugi del je pa nekaj, kar ravno kar raziskujemo. Ta prvi del smo v bistvu rešili, pa vmes te rešitev pokazal. No, tle je zdaj čist inženirska primerjava, kaj ta nova tehnologija v primerjavi z klasično tehnologijo pomeni. Dejansko, če bo enkrat to razvito, bo pomenilo malo revolucijo. Če pogledate tle, da naredite en izdelek, pri čemer ta izdelek je geometrijsko zelo omejen pri tej tehnologiji. Tukaj, gledajte, tle imate 17 korakov, tle samo 7. Izguba materijala, tle je 16 gramov, 260, če je končni izdelek 300, skoraj pol. Potem poraba energije je zopet velika razlika, skoraj faktor 2. No, to je zdaj torej naloga, s katero se mi ukvarjamo. BASF, gledajte, tudi, to je sicer njihov prispevek, ne naš, je razvil matrico iz, torej polimer, ki je iz polioksimetilena, sam polimer je znan, no, ampak vi ga lahko direktno, posebnost tega materijala je, da ga lahko direktno pretvorite iz trde snovi v plin. Kar ima seveda prednost, zato ker ta tehnologija zgleda, kako vi pomešate, vse to bom še pokazal, pomešate polimer pa prah, potem ga odbrizgate, potem morate polimer odstraniti na nek način. Klasično to, kar obstaja, ker se uporabljajo recimo polietileni, polipropileni, je problem, da ko vi to segrejete, se ta
polimer sicer zažge, ampak ostane tudi nekaj noter. Tako da končni izdelek je precej porozen in ne toliko kvaliteten. V tem primeru se pa polimer direktno pretvori v plin, tako da gre kot plin ven, kovina se sesede in se naredi končni izdelek, končne dimenzije, končne površine, kot da je spoliran. In je lahko poljubne geometrije praktično. No, zdaj, to je ta slika, kako ta tehnologija izgleda, se pravi, vi polimer pomešate pa kovino ali pa keramiko, torej oboje lahko naredite. Zdaj, zakaj bi bilo to zanimivo za medicino? Za proteze predvsem, ne? Razne. Lahko delate, ne vem, kolke, zobne implantate. No, pol brizgate normalno, tako kot kjerkoli drug izdelek, dobite tako imenovani zelen izdelek, potem ta zelen izdelek najprej izparite, polimer, potem to, kar vam ostane, no zdaj tle je en trik, ki seveda je poslovna tajnost, ne, ker zdaj bi nekdo lahko vprašal, zdaj dobro, če jaz tale pom izparim, pa dobim potem tale zelen delec, zakaj se potem tle prah kar ne razpade? Zakaj to še zmeraj skupaj ostane? No, ta del, nažalost, v tem trenutku ne morem teh detaljev povedati, ampak dobite tale rjav del, ki se še zmeraj drži skupaj, potem ga pa segrejete na, ne vem, 2-3 tisoč stopinj, 2000 stopinj. No, zdaj že to samo sintranje, gledajte, temperatura je odvisna, kakšen material imate, ne, in je pomembno, da vi dejansko ne segrejete material do tekočega stanja. Je malo pred, tako da se on je še konsistenco obdrži in se potem zlije v kontaktnih točkah, kar je še zanimivo, da ta material je po mehanskih lastnostih boljš, kot pa če je poln. Predvsem pri dinamičnih obremenitvah, ker ko razpoka pride do pore, se tam ustavi. Se pravi, mehanske dinamične karakteristike so za razred boljše, kot če imate polno telo. No in pol je to končen že izdelek, ne, končne dimenzije in še enkrat ponavljam, ne rabite nobene dodatne obdelave. Površina je že na nivoju lahko tudi polirane površine, pravi izredno visok nivo kvalitete. No, zdaj nekaj primerov takih izdelkov. Ravno zaradi visokih tlakov je velikost teh izdelkov omejena zaenkrat vsaj tam na okrog 100-150 gramov. Ne morejo biti zelo voluminozni. No, ampak to tudi nenazadnje ni pomembno, ne, ker če imate večje izdelke, lahko potem z drugimi tehnologijami naredite. Ne. To je pomembno, ko imate torej izdelke, ki so izredno komplicirane oblike, pa majhni, če so majhni. Potem je tudi ta mehanska obdelava izjemno zahtevna in draga. No in to je nekaj primerov, kjer vidite, kakšne izdelke lahko iz tega naredimo. No, tle so zdaj še naštete ene prednosti tega kemijskega postopka, ki pretvorijo torej pom iz trdnega stanja tekoč direktno v plinasti. In mislim, da ni treba posebej poudarjati, ne, ker plin, ne glede na to, kakšen izdelek imate, ne, lahko gre iz materiala v celoti ven, medtem ko če imate vmes tekočo fazo, ne morete nikoli povsem odstraniti polimera iz izdelka, ki potem ostaja v samem materialu in je motna napaka, kjer se tudi lahko pojavijo potem pozneje razpoke. No zdaj, kaj smo mi, glejte, reševali? Reševali smo problem, ki je nekoliko v kontradikciji s tistim, kar je trenutno znano. Namreč znano je, da če vi zmanjšate recimo molsko maso, potem se vam praviloma zmanjšajo tudi mehanske lastnosti. In tlele so prikazani 3 primeri. Ne. Če vi zmanjšujete molsko maso, potem, no tale slajd je napačen, ampak dobro, tle se ne vidi toliko razlike, ampak kako bi rekel, niso te dve krivulji ne pripadata
tem trem. V glavnem, ampak tudi tle se vidi, da to je logaritemska skala, tako da so te razlike večje, kot pa mogoče tle na prvi pogled zgleda, ker med tem pa tem je faktor 10. Se pravi, ta razlika je mogoče 2-3 krat. No, v splošnem torej velja, da če vi zmanjšate molsko maso, zmanjšate viskoznost, potem vam padajo tudi mehanske lastnosti. No, naša naloga je pa bila znižati viskoznost, tako da material lažje teče, s tem bi se procesni tlak znižal, pri tem, da ohranimo mehanske lastnosti materiala. To je bila torej prva naloga. No in pristop, ki smo ga mi uporabili, je pristop, ki je bil z BASF-om razvit mnogo let temu nazaj. Mi smo takrat raziskovali oziroma razvijali poliamide in smo ugotovili, da če namesto monomodalne distribucije vpeljete multimodalno distribucijo, ki mora biti v pravem razmerju, glede na molsko maso in v pravem količinskem razmerju. Se pravi, eno in drugo mora biti. Tale razdalja mora biti prava in tudi višina, ki opredeljuje količino, mora biti v pravem razmerju. Potem, gledajte, lahko dosežete to, kar je tle pokazano, da znižate procesni tlak, znižate viskoznost torej in celo zboljšate mehanske lastnosti. Lezenje je obratno od togosti, se pravi, lahko rečete, da preprosto, da se je togost materijala povečala, viskoznost se je pa zmanjšala. No in mi smo šli z istim pristopom k reševanju tega problema in smo pač šli gledati, v kakšnem razmerju morajo biti molske mase. Mi imamo tudi ene teoretične modele za to in smo se lotili pač tega pristopa, da uporabimo namesto monomodalne distribucije multimodalno, preprosto rečeno, da k polimeru z neko višjo molsko maso dodajamo polimer z manjšo molsko maso, kar pomeni, da so pač molekule krajše in seveda mora biti tudi pravo razmerje v količini. Če date preveč, ne dosežete, se pravi, ni kar tako preprosto, da bi vzel karkoli pa količinsko tudi pomešal karkoli, pa da bi bil rezultat ustrezen. No, same mehanske lastnosti smo ocenjevali s procesom lezenja, zdaj mislim, niti ni toliko pomembno, da grem v detalje to razlagati. Gre za preprosto meritev, bi lahko rekli, kako se togost spreminja. Pravi, ali togost materijala s časom je stabilna, ali se s časom povečuje ali zmanjšuje. Normalno se seveda pri polimerih togost s časom zmanjšuje in to je to, kar smo hoteli preprečiti. No, tle je ravno pokazana ta krivulja lezenja. Zdaj, lezenje je ravno obratno od togosti, je recipročna vrednost, približno rečeno, tako da tle simbolično lahko vidite, da s časom, ker se deformacija povečuje, pomeni, da se togost zmanjšuje. In mi želimo narediti torej to, da se togost ne bi spreminjala, kar pomeni, da bi mogla ta krivulja biti idealno gledano konstantna, to bi bilo najboljše. Če pa se že spreminja, pa da bi se spreminjala seveda manj, kot pa se trenutno. No in ko smo se pač lotili tega, kar smo hoteli, torej da smo vpeljali to multimodalnost, poglejte, se je lezenje zmanjšalo, ne sicer veliko, torej malo izboljšanje smo naredili tudi, kar se tiče mehanskih lastnosti, ampak viskoznost smo pa zmanjšali za faktor 7, 7-krat nižja viskoznost, kar pomeni, da če so prej bili procesni tlaki okrog 3000 atmosfer, so zdaj 7-krat manjši, kar je pomeni okrog 400-500 atmosfer, kar seveda še zmeraj ni malo, ampak 500 atmosfer je že sprejemljivo. 500 atmosfer so stroji, ki se zdaj že uporabljajo, tudi veliko predelovalcev polimerov, ki so v Prekmurju uporabljajo take stroje. Medtem ko s 3000 atmosferi pa ne vem, če sploh v Sloveniji, s 3 ali pa več, 4000, ne vem, če sploh kakšen stroj obstaja. No to je seveda pomembno, glejte, ker
brizgalni stroji, ki so, bi rekel, množični, so zelo poceni. Tisti, če se slučajno s tem ukvarja, ve, jaz dostikrat rečem, da je polimerna tehnologija upokojenih šoferjev, ker ti avto prodaš in lahko en stroj kupiš. V tem razmerju je. Medtem ko stroji, ki so špica, ki so visoka tehnologija, so pa cene potem lahko zelo, zelo visoke. In to seveda za sabo potegne zopet, če taka tehnologija je omejena zgolj na neke izbrane proizvajalce, potem je to vse cena, vse se sešteva in na koncu pride izdelek izredno drag. No, tako da to je ta prvi del. No, mi smo potem še naprej raziskovali, pa smo gledali, če lahko še znižamo. Ja, se opravičujem. Aha, ok. V redu. No, mi smo potem gledali, če še lahko tukaj zboljšamo, se pravi, da bi naredili multimodalnost, no in to lahko, se te zdaj že konc, pokažemo, da če naredimo multimodalni, dobimo še malo zboljšanja, se pravi, dobimo zboljšanja še za ene 30–40%. In to je v bistvu že ta konec, mislim, sej lahko zaključke kar tako povem. Skratka, zdaj ta prvi del, kjer smo zniževali viskoznost pri ohranjanju mehanskih karakteristik polimera, ta del je rešen. Trenutno pa rešujemo še problem samega praha, se pravi, kako naj velikost prašnih delcev se spreminja, se pravi, kakšna naj bo distribucija prašnih delcev, da bi povečal tekočnost samega praha. Skratka, da bi prah se začel obnašati kot tekočina. In ko bomo te dve tehnologiji združili, če bo seveda tudi ta drugi del uspel, bo to seveda en pomemben tehnološki preboj in bo lahko spremenil tudi marsikaj v strojni industriji, ker določene stvari, ki se zdaj z izdelovalnimi stroji izdelujejo, reskanje, struženje in tako naprej, boš lahko nadomestil s to tehnologijo. Če posodo napolnimo s kroglicami enakega premera, bodo zapolnili približno 74% volumna posode, ne glede na to, kolikšen je njihov premer. Velikost posode mora biti večja od premera kroglic. Praškasti granulirani materiali lahko izkazujejo lastnosti značilne za tekočine in ali trda telesa, odvisno od tega, kakšna je porazdelitev velikosti posameznih delcev. Na podobnih področjih raziskujejo ob akademiku, pomurskem akademiku dr. Igorju Emriju še naslednji člani PAZU: pomurski akademik dr. George Mejak, pomurska akademkinja dr. Rebeka Rudolf in pomurski akademik dr. Matej Zadravec.